A si predstavljaš, kako bi bilo, če bi se tudi v živo pogovarjali, tako kot se po SMS-ih ali pa klepetalnikih? Aji, Hej, OMG, nekaj ti moram povedati. jej, sam zdaj zum. BRB. BRB. Ajd. STFU. Še kar bizarno. Čeprav smo, ne boš verjel, večino človeške zgodovine tudi pisna sporočila brali na glas. Na glinenih tablicah v antični Siriji in Iraku, ki so bile 4000 let pred našim štetjem nekaj takšnega, kot so danes za nas mobilci, dejansko piše: pošiljam nujno sporočilo, prisluhni tejle tablici in če se ti zdi primerna, naj prisluhne tudi kralj. No, jaz nimam pojma, ali je kralj dejansko prisluhnil, sem pa prepričana, da Ina Poteko ve, zakaj zveni tako zelo čudno, če pisna sporočila beremo na glas. Predvsem zato, ker gre za nek čisto drugačen način komunikacije, kot mi dve, ko se zdajle pogovarjava. Je nek glavni faktor pri tem ta časovni zamik in tudi to, da tisti, ki piše sporočilo in tisti, ki ga bere, da ne vidite odziva drug drugega. Se pravi, da nimate teh drugih okoliščin, ki bi jima pomagale nekako voditi pogovor. Konc. 100 novih subov. Ful dobre videe delaš. No cap. Res dope. Velik del te komunikacije prek SMS-ov in raznih klepetalnikov zajemajo tudi čustvenčki ali pa emotikoni, ki nadomeščajo naše izraz na obrazu, pa našo gestikulacijo. Ko se pogovarjava takole v živo, si veliko več sporočava z drugimi stvarmi, kot samo z besedami. To je nekako uspelo vsaj delček tega nadomestiti z emotikoni, ki so tudi zelo specifični. Ni treba več napisati vsega, da bi prejemnik razumel sporočilo, ampak lahko svoje stališče izrazimo že kar z nekimi čustvenčki. Naprimer, če napišem kolegici samo osvežilna fronta in sporočim, kakšno mnenje imamo o tej oddaji samo z izbiro ali veselega smajlija ali pa nekega onega bednega. Kjer ga bi zbrala? Onega veselega. Ok, v redu. In tudi naša sicer popolnoma nereprezentativna raziskava je pokazala, da vas približno vsaj tretjina uporablja emotikone, ko komunicirate s profesorji ali učitelji. Je pa treba biti pri tem vseeno malo previden. Preobilje komunikacije na daljavo utegne pripeljati do različnih zadreg. Zato imam par nasvetov. Čustvenčki. Če uporabljaš emotikone, pa profesorju ali pa profesorici na faksu ali pa v srednji šoli, pa po moje tudi osnovni, pošlješ tole, najbrž odgovor ne bo tak. Ampak vsaj v mislih učitelja najverjetneje takšen. Sicer ni čisto nič narobe s čustvenčki, je pa vseeno fino, da jih izbereš takrat, ko imaš kakšno dobro novico in ne takrat, ko se hočeš samo izgovoriti. Zadeva. To je tista vrstica v e-sporočilu pod naslovom, kamor samo z besedo ali dvema povzameš bistvo sporočila. Vse ostalo pa napišeš v ta večji prazen prostor. Recimo, če bi rad profesorju sporočil, da ne moreš biti na Zoomu, zaradi tega, ker je sosedov pes pojedel tvoj modem in zdaj teka po ulici in so prišli gasilci in je vse narobe, v zadevo napišeš opravičilo. Lahko tudi izmišljeno opravičilo, ker profesorji praviloma niso naivni. Preden pošlješ sporočilo naprej, ga preberi še enkrat. Če je mogoče glasno, ker boš tako lažje opazil vse napake in jih popravil še preden stisneš gumb pošlji. Nobenega smisla pa nima, da greš še enkrat brati elektronsko sporočilo takrat, ko je že pri profesorici ali pa pri profesorju, ker se boš samo sekiral. Verjemi, če se boš držal teh navodil, bodo učitelji srečnejši. In če so učitelji srečnejši, manj težijo pri ocenjevanju. In če manj težijo pri ocenjevanju, dobiš ti boljšo oceno. In če ti dobiš boljšo oceno, so tudi starši srečnejši. In ko so starši srečnejši, ti dovolijo ful več. In ti lahko naenkrat celo noč zlagaš origamije. Skratka, če se čist mal potrudiš pri vejcah in elektronski pošti, je omejitev samo še ne bo. Tisto napisano skupaj, pa korona. V komentar na YouTubeu pa nam napiši, kako bi ti hotel, da profesorji komunicirajo s tabo.